Z letošnjim letom je prišlo do novosti pri subvencioniranju šolskih kosil v osnovnih šolah. Sprememba o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je zajela vse starše šoloobveznih otrok iz 1., 2. in 3. dohodkovnega razreda. Prej je namreč polna subvencija pripadala le staršem učencev iz 1. dohodkovnega razreda. Pri nas je recimo od 408 otrok, jih 355 je kosilo, od tega jih ima 40% subvencionirano kosilo. Kar se pa tiče malic, pa jih jedo bolj ali manj skoraj vsi in je približno 60% subvencionirane. Prehrane to pa je do 53% povprečja mesečnega dohodka na družinskega člana. Torej na naši šoli je 363 otrok, od tega jih ima malico večina otrok, 2-3, ki nimajo malice in prejemajo subvencije strani države 225 otrok. To je kar skoraj 85%, tako da veliko otrok, vsi otroci so deležni malic, vsi neke prehrane, kakovostne prehrane. Dejanske cene kosil se razlikujejo glede na občine. Cena konkretno na naši šoli je za malo kosilo €44, za veliko €78, približno € in nekaj pa subvencionira občina. Ker so sedaj subvencionirani prvi 3 plačni razredi, se v šolah zaznava, da se je število prijav na kosilo povečalo. Torej, absolutno je več toplih obrokov sedaj in tudi večjim otrokom omogočeno, čeprav na naši šoli bom rekla tako, da se od 363 otrokih ima kosilo 325 otrok prejema, to je večina in polovica približno je subvencij, tako da možnost toplega obroka pravzaprav je zagotovljena vsem. V šoli pa ni strošek zgolj prehrana, ampak tudi šolske potrebščine. Kaj je pravzaprav res brezplačno in kako se soočajo šole s težavami tistih učencev, katerih starši ne zmorejo vsega finančnega bremena prevzeti sami? Zastonj je to, da je sam program zastonj. Zastonj je tudi v zadnjem času, da so učbenike dobijo zastonj izposojene v osnovni šoli. Letos je celo prvič, da so dobili v 1. razredu tudi delovne zvezke otroci zastonj. Zelo hitro reagiramo na stvari, če opazimo, da je kdorkoli česa nima in s pomočjo Karitasa in vseh teh humanitarnih organizacij dobim veliko šolskih potrebščin, ki jih potem razdelimo med učence, ki to potrebujejo, prav tako pa tudi med zaposlenimi, se darujejo torbice, se darujejo tudi kakšna oblačila, tako da ni neke posebne izpostavljenosti v negativnem smislu. Ker živimo v hitrem tempu, je prehrana v šoli zelo pomembna. Marsikateremu otroku je šolsko kosilo edini topel obrok. Če si ga starši kljub vsemu ne morejo privoščiti, pa obstajajo razni projekti nevladnih organizacij, na katere se lahko obrnejo.